Predvsem mladi, šoloobvezni, imajo vse manj prostega časa. Temu botrujeta tako natrpan šolski urnik, kot tudi obšolske dejavnosti. Družabnih iger, kot so Človek ne jezi se in nekdaj priljubljeni Monopoli, je vse manj. Časi se spreminjajo in z njimi tudi svet. Srečanje dveh generacij je bilo odlična priložnost za spoznavanje nekdanjega in zdajšnjega načina življenja. Hoteli smo zvedeti, kakšna je razlika med prostim časom nekoč in danes in kolikšen delež zavzemajo tudi družabne igre, naprimer v družinah, v starih časih pa kako je s tem danes. Vsakoletni dogodek, kjer si svoja mnenja in poglede na življenje delijo mladi in starejši, služi kot nekakšen vpogled v preteklost in prihodnost. Letos je druženje potekalo ob različnih igrah. In prav skozi igro se kaže naprimer tudi te razlike, ki so bile v svetu nekoč in danes. In tokrat bomo z bivanci ali starostniki doma upokojencev in našimi otroci iz osnovnih šol mesta Kranj skušali se pogovoriti in si odgovoriti na kakšno vprašanje, kako smo preživljali svoj prosti čas, kaj nas je pri tem zanimalo, kaj nas je pri tem usmerjalo, da bi polepšali ta svet. Starejši pogostokrat menijo, da je sodobnost oziroma tehnologija mlade prikovala za računalnike in tako pozabljajo na pristne odnose oziroma druženje. Preveč časa zabijajo pred računalnikom, malo kaj drugega, so druge športne igre tudi, ampak zgleda, da se jim zdi škoda časa, zaradi tega so pa pol šola pa noter. Teden otroka, ki ga obeležujemo tudi pri nas, poteka pod naslovom Svet, v katerem živimo. Prav ta pa nam postavlja mnogo vprašanj. Prvo, ki smo ga mladim zastavili, je, kdaj imajo največ prostega časa. Soboto in nedeljo. Kako pa je bilo včasih? Mogoče veš, kako so se tvoji stari starši igrali? Ponavadi so bili skozi zunaj, pa so se igrali s prijatelji, pa so pomagali na poljih staršem, pa tako naprej. In kdaj ste vi nazadnje uživali v eni izmed družabnih iger, kot je Monopoli, potem Človek ne jezi se, velikokrat tudi šah, tako naprej, potem še kakšna dama, veliko telih šahovskih iger igram. Kljub zahtevnim šolskim obveznostim in življenjem na socialnih omrežjih se mladi odpravijo tudi na igrišča. Ja, se igramo tudi med dvema ognjema, pa lovimo se, pa skrivalnice se gremo. Kaj pa doma, starši? Na kakšen način se vi igrate? Imate kakšne družabne igre? Mi jih imamo, ampak jaz se ne igram starši, grem velikokrat ven s prijateljico ali se pa učim doma. Sestrica greva ven ali se pa noter igrava v sobi. Lahko se tudi skupaj z računalnikom, pa igrava igrico. Kako pa je pri vas doma z družabnimi igrami? Pri nas se tudi igramo družabne igre, pa včasih gledamo, kaj je na računalniku, pa igramo kakšne igrice, zdaj se tudi na telefonu igrajo, pa tako, pa ven gremo tudi velikokrat, pa se kaj s kolesom vozimo ali pa kaj takega. Srečanj mladih in starejših bi lahko bilo več in ne zgolj ob tednu otroka. In kakšen je po vašem mnenju svet, v katerem živimo?